Poslušate 5. epizodo Frankloskopa. Podcast, v katerem Peter Frankl, časnik Finance, iz izkušenih sogovornikov izvleče še več. Ko Amerika kihne, pride na vrsto Nemčija, pa smo pa že mi. V Sloveniji imamo dve populaciji volilnih upravičencev, namenoma uporabljam ta izraz, ki odločata volitve. Če si slovensko podjetje in bira delo resen biznis in je ta biznis globalen, just go for it. Če pride do tega, da bi Prebilič se pojavil z neko novo stranko, jaz mislim, da to ne bo Vesna, potem bi se pa znala ta podpora Svobodi pretočiti k njemu, ker pomeni, da imamo pa kar naenkrat na levi sredini dva podobna, pa še SD, pa je Levica v zadnji, pa smo pa 2018. Pa ni taktičnih volivcev, pa imamo pa v bistvu vse pogoje, da desna sredina prevlada. Omenili ste oranžnega laboda, to je Donald Trump. Torej, res. Ja, nekaj nove vrste presenečenje. Kako Donalda Trumpa dojemamo Slovenci? Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v 5. epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in urednik časnika Finance. To pot sta z menoj dva gospoda, in sicer Zenel Batagel in Andraž Zorko, partnerja družbe Valicon. Gospoda sta po mojem mnenju med slovenskimi poznavalci najbolj poklicana za to, da komentirata, kako je trenutno razpoložen slovenski potrošnik in kako se na vse, kar se danes dogaja v svetu in doma, odziva kot politično razmišljujoče bitje. Podcast smo snemali na dan, ko je Nemčija dobivala novo vlado, ko je temperatura v tej državi bila na vrelišču, saj je Friedrich Merz večino v nemškem parlamentu dobil šele v drugem poskusu. Kako se Slovenec na negotove razmere odziva kot potrošnik? Ali je zaradi negotovosti, zaradi Trumpa, carin, evropskega zaostajanja, kot potrošnik že stopil na zavoro? Kaj naj pričakuje poslovnež, ki svoje blago prodaja na slovenskem trgu? Smo že v krizi in kako se kot politična bitja Slovenci odzivamo recimo na Tino Gaber in tako imenovano afero Karigador? Nas to sploh zanima? In ali so višji davki sploh nekaj takega, kar vpliva na volilne rezultate? Kdo bo predsednik vlade čez eno leto? Bo Robert Golob izgubil? Bo Janez Janša slavil? Kje bo Vladimir Prebilič? O vsem tem govorita Zenel Batagel in Andraž Zorko. Gospoda, dobrodošla. Najlepša hvala, Peter. Kakšen uvod, kar narodno merate. No, ta podcast snemamo 6. maja, na dan, ko Nemčija dobiva novo vlado. Pred 2 urama smo izvedeli, da je kandidat za kanclerja Friedrich Merz pogorel na prvem glasovanju. Nemčija je že lep čas v recesiji. Gre za državo, ki je najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije. Nemcem, tako kot celemu svetu, s carinami grozi Donald Trump. Tamkajšnja industrija ječi zaradi drage energije, kar je deloma posledica rusko-ukrajinskega konflikta. Nemce je strah, stopili so na zavoro kot potrošniki. Slovenci se pa radi zgledujemo po Nemcih. Če tudi naša država občuti še blago rast, je negotovost večja tudi pri nas. Ali je res tako? Ali Slovenci že občutimo to globalno negotovost kot potrošniki? Nemce bi po moje lahko dali malo z rezerva, zaradi tega, ker to, kar se dogaja v Nemčiji, je v bistvu njihova prva resna kriza. Ampak traja že 3 leta. Ampak to je prva. Ne? Mi smo v konstantni krizi. Mi smo v bistvu imeli imeli smo globalno krizo tam 2009. Pri nas je to trajalo do 2014 in to se je grozno stopnjevalo. Mi smo imeli 5 let krize takrat. Potem smo minimalno vdahnili, 3 leta približno, smo se imeli fajn. Potem je prišel COVID. Ta covidna zadeva je pri nas trajala približno 3 leta. Potem znotraj covida smo takrat začutili prvič to, smo te grozne oscilacije, od strašnega strahu do strašnega zabavljanja in pretiravanja vsem živem. In to je nekako, se mi zdi, postal en modus vivendi tle pri nas. Sprav te oscilacije. Mi že dolg časa osciliramo iz super fajn v sploh ne super fajn. Mi Slovenčke. Kar je pa zanimivo, je, da
v bistvu po COVID-u je naš potrošnik postal en tak super potrošnik. Imeli smo moment, da zdaj pa treba vse doživeti, vse, kar smo zamudili, da je treba vdahniti na polno. Po drugi strani smo imeli pa denar. Tam obdobje, kaj sem tam nekje 2020, 2021, po moje. Predvsem 21. Ne. Takrat je bilo, če pogledamo prodajalce avtomobilov, avti so šli za med, če se pogledajo električne avtomobile. In to po višjih cenah. Tako, in električne avte, električne bicikle, ne. Takrat, karkoli si prodajajo, je šlo. Luksuzni izleti, Sejšeli so najbolj celo poceni. Takrat je začel res, sem imel občutek, da smo prišli tako v eno tako blaženo stanje. Ampak to so bili neki nakupi, kot se temu reče, izmaščevanja, ker smo tako dolgo trpeli pod COVID-om. To je že med COVID-om v bistvu, ne? Ja, ker oscilacije so se takrat dogajale. Že po prvem valu se spomnim, sicer je bilo tako na Hrvaškem tako malo na izi, ampak tako, niso smeli biti prav zelo odprti. To so le kompenzacije v bistvu. V bistvu kompenzacije. Po moje kompenzacije. Trošiti nisi mogel v resnici, razen prek spleta, in pa je pa kar nekaj denar začel ustajati, ker nisi trošil. Ampak v bistvu je bil dvojni efekt. Denar je ustajal, ker nismo zapravljali, in na drugi strani en del populacije dobil strašne bonuse. Ogromno enega denarja se je nabral, pa občutek, zdaj pa si jaz to zaslužim. Mogoče je to ta pravi izraz. Ampak zdaj, kje je zdaj trika? V obdobju COVID-a, mi v marketingu vemo, da če se zgodi 3 mesece resne spremembe v nakupnem vedenju, potem ta potrošnik, ki je spremenil to vedenje, ni več isti potrošnik. Zdaj, kaj smo pa imeli situacijo v Sloveniji, to je trajalo 3 leta. Ta potrošnik je čisto drugačen, vse vemo, e-commerce in to, ampak vse te strukturne stvari, ki so se dogajale, v bistvu so pustile eno veliko sled na tem našem konzumerju. To se mi je zelo pomembno. Druga stvar, ko se je zgodil ta ekstrem na drugi strani, da se imamo, ko smo se imeli ekstremno fajn, in zdaj bi jaz temu rekel, da smo se imeli ekstremno fajn v takratnih zmožnostih, ker je bilo denarja več, je pa to trajalo kar nekaj časa. In smo se tudi navadili. Tudi oni 3 meseci, ki smo se imeli ekstremno fajn, pa mislim, da bilo več kot 3 mesece, je prišlo do navade, da smo se v bistvu Slovenci navadili na način potrošnje, ki si ga ne moremo privoščiti. Zdaj pa v taki kondiciji, s to novo navado, pa pridemo mi v ukrajinsko vojno, kjer se septembra, takrat mislim, da 22, zgodi začetek inflacije. Sprav, nove cene energentov so udarile, potrošniki so se dobesedno usrali. Tako, vse naše meritve, takrat je bil v bistvu, po vseh naših meritvah smo prišli mi takrat v obdobju september 22 na skoraj najslabše situacije, to je nekje 2013-2014. 2013-2014 je slovenski potrošnik bil v najslabši kondiciji. September 22 tole je isto zgodilo. In potem se začne inflacija, ampak naš potrošnik je pa ostal glede potrošnje na istem, kot 2 leti nazaj. Sprav navado se trošiti prekomerno. In to je ta situacija, ki imamo mi zdaj v Sloveniji, da imamo potrošnika, ki nekako v bistvu se mora sprijazniti s tem, da tako kot je trošil zadnje 3 leta, pač ne bo šlo več naprej. In to je zdaj to, kar mi vsi občutimo. Kaj kažejo meritve? Kolikšni meri smo stopili na zavoro, koliko manj blaženi smo, kot smo bili recimo pred 2 letoma? V bistvu je celo tako, da v zadnjih 2 letih se ni zgodila neka strašna sprememba. Ja, to vse naše meritve kažejo. Tudi ta raziskava ogledala, kjer merimo zaupanje, pa občutja in tako naprej. Tam se tudi vidi, da je v bistvu v zadnjih par let več ali manj enako razpoloženje. Veš, to, kar si na začetku vprašal glede Nemčije, ta znam pregovor, ko Nemčija kihne, se Slovenija prehladi. Jaz mislim, da potrošniki tega še ne občutijo, sploh ne. Ampak, Andraž, povedali ste še. Ne še. Ne še. In ali
predvidevate, da se to bo zgodilo? Oziroma, če povprašam drugače, kaj naj poslovnež, ki slovenskemu trgu ponuja svoje izdelke ali storitve, pričakuje danes od tega trga? Jaz bi šel še malo nazaj. Mi imamo zdaj v Sloveniji situacijo, da če bi ostale cene enake, bi bilo vse v redu. Problem je, ker so šle cene gor. Še enkrat. In ključno, cene so šle gor na nekaterih izdelkih, ki jih potrošniki in brendi, za katere potrošniki vejo, kakšna je cena. Zelo malo brendov v Sloveniji, SKU, sprav izdelkov, najbolj znanih izdelkov, je, ker si Slovenc ve, kakšna je cena. In imaš ti, imaš primer kave. Kava je šla v začetku leta, v zadnjem letu za približno 100% gor, kot surovina. Sprav, to, kar se nekaj na borzah čudnega dogaja, se pač prenesel, te manipulatorji so šli na vse živo. Med drugim tudi dobrine, ki jih mi navadni smrtniki uporabljamo. In to je ta problem. Če cene ne bi šle gor, bi bilo vse v redu, ampak cene so šle gor. Cene so šle gor. Zdaj, kaj se bo zgodilo z našim poslovnežem? Naš poslovnež je v bistvu ujet ima eno veliko dilemo. Kaj pravzaprav narediti, ker poslovneži v Sloveniji, ti, ki targetiramo slovenski market, to je zelo pomembno, ostale treba drugače targetirati, vsi te naši brendi, vsi naši positioningi so narejeni zato, da smo mi ena velika srečna familija in da obstaja velik srednji sloj. Kar se pa zdaj dogaja, in to pa vse naše analize kažejo, da se pa dogaja ekstremno razslojevanje, se pravi vse to, kar do zdaj ni ratalo klasične ekonomije, so te zadnje stvari, zadnji dogodki so dejansko dosegli to, da srednjega sloja je še minimalno in je nekih 40 do 50% ljudi, ki so zategnili zavoro, in približno tam nekje do 30% ljudi, ki se lahko prvoščijo isto kot prej. In zelo zanimivo, po celi regiji teh 25-30% istih. Pa poslovno se bo moral odločiti, kaj pravzaprav narediti. A iti na zgornji segment ali spodnji segment. Oziroma zelo, zelo težko se doseže, da si lahko z istimi znamkami prisoten v obeh. Ko pridejo slabši časi, ponavadi potrošnik stopi na zavoro, predvsem pri tistih dobrinah, ki imajo bolj trajno vrednost. Recimo nekatere nakupe odlaga v prihodnost. Ali smo temu priča že zdaj? Tako je, prva stvar, kjer se začnejo stvari dogajati, je to, kar potrošnik najbolj opazi. Opazi, da so šle cene stvari, ki kupuje vsak dan gor. In tukaj se začne prva strategija, kako pravzaprav boš preživeti. In to je to, da začneš kupovati cenejše izdelke, da si kar naenkrat pozoren na akcije in da začneš kupovati v cenejših trgovinah. In to se zdaj dogaja? To se dogaja že... To je kontinuiteta v bistvu. To sploh ni več sprememba. To je že nekaj, kar so osvojili prej, pa tudi že iz prejšnje krize, se pravi tiste 2009 do 2015, ki je pri nas trajala res dolgo časa, so te navade ostale in je na nek način opremljen, kompetenten potrošnik, se zna takoj prilagoditi. Pa še ena velika razlika. Takrat ta 2009 kriza je bila prva taka, s katero se je večina populacije soočila in je bilo za nas nekaj novega. In je bila taka klasična, neka kriza se je zgodila, recesija v Evropi, parec zaposlovanja in tako naprej, plus veliko ljudi je bilo takrat zelo veliko zakreditiranih, če se dobro spomnimo. Zdaj je malo drugače skupaj, zdaj ni te klasične krize, zaposlenost je še ena visoka, ljudje ne zgubljajo služb. In to, kar zdaj zelo omenjamo, tle ta razlika, da trenutno se to občuti predvsem na izdelkih vsakodnevne potrošnje. Mi smo naši raziskavi in vsak kvartal spremljamo ta občutja pa reakcije, zaznali, da imajo spet občutje povišanja cen točno tega, kar je prej Zenel govoril. In to je tisto, kjer ti začneš malo bremzati, ampak pri ostalih kategorijah, to, kar si pa ti imel, trajne dobrine, pa ne. Tam je pa občutek, da so cene take, kot so bile. Tako da jaz mislim, da v tem trenutku še ne bojo stopali po zavori, tudi zaradi tega, kar je prej omenil Zenel, mi imamo zdaj en del populacije, ta srednji sloj, ki se realno spustil niže, kot je bil, kar se tiče kupne moči, ni pa še čisto zares dojel
tega, kaj se mu je zgodilo. Ne? Tako da na svet poslovneža moj jaz bi parafraziral nekega voditelja iz prejšnjih časov, ravnajmo, da bo še skozi tako, ampak pripravljajte se, da bo pa jutri resna kriza, ko bo pa zares stopili po zavori, ker zdaj še niso. Ta zavora prelaganja večjih nakupov je v bistvu izredno dober indikator, kdaj gre res za nohte. Zaenkrat tega še ni. Se pa že majčkeno nakazuje. Kolikšni meri se že nakazuje? Torej, skratka, mi čakamo krizo, če prav razumem. Pa, mislim, ne vem. Prav čakamo. Jaz mislim, da ni, da mogoče v poslovnih krogih, v podjetjih, da se bistveno več razmišlja in govori o tem, kot je to občutiti med potrošniki. Zato jaz skozi upravljam ta še ne. Kriza se bo začela takrat, ko bo to tudi glavna tema v medijih. Se spomnim, spet bom citiral tisto obdobje 2009, 10, 11, takrat je bila beseda recesija z naskokom najpogostejša beseda, ki se je pojavljala v medijih. Tega zdaj ni, Tega zdaj ni. Ni še. Ni še, spet ni še. Zdaj verjetnost recesije v 2025 na stavnicah je okoli 60%, je šlo že skoraj do 70%. Ampak to govoriš na nekih stavnicah v globalnem svetu? Ne govorimo o Ameriki. Govoriš o Ameriki. To so stavnice, ki pač morajo imeti real indikator zadaj, da se lahko ta betting realizira. Ampak je pa tako, ko Amerika kihne, pol prije na vrsto Nemčija, pa smo pa že mi. In tle prije do manjšega zamika. Ampak Amerika zdaj ne kiha, Amerika zdaj rjove. Ja, Ameriki in celemu svetu se je zgodil ta oranžen labot. V bistvu bi bilo tako, septembra celo, Bajdo je kazal, da bo vse v redu, da se bo cikl obrnil navzgor, ampak tudi Trump, ko je zmagal, se mi zdi, da ekonomija in ekonomisti so bili nekako tako zelo pozitivno. Niso videli kakšne negativne zajene, pa se je pa zgodil januar, februar. No, pa če sprašuješ, kdaj se bi utegnilo kaj zgoditi, to vsekakor jesen. Jesen pride streznitev, ko se konča poletje, ko se zaveš, koliko si potrošil čez poletje in ko se zaveš, kakšne stroške te čakajo, ko prihaja zima. Če bo karkoli, kakšenkoli obsegu, to težko je s precenama, bo takrat. Jaz se mečkam bojim, da te klasični cikli, ki smo jih zdaj opazovali zadnjih 10 let, bi se lahko malo porušili. Mi smo zdaj v obdobju izredne nepredvidljivosti. Jaz gledam sam, kaj se dogaja s ceno zlata. Cena zlata zdaj spet skoraj na 3 ure. Tam nekje smo. Ker, ko gre cena zlata gor, to ni dober znak za ekonomijo. Ali sta pravzaprav optimista ali pesimista? Gospod Zorko. Jaz sam se ponovadi rečem, da sem realist. Isto bi odgovoril, identično snel besede. Jaz ne bi, vsekakor ne bi nobene histerije zganjal, to absolutno ne bi strašil, ker mislim, da je to, kar je zdaj rekel, toliko je nepredvidljivih momentov trenutno. Mi smo v permakrizi, kot se reče temu, že od začetka COVID-a naprej. In je toliko enih nepredvidljivosti, da je res težko zdaj preceniti. In isto, koliko imaš razlogov, da postaneš pesimist, jih imaš tudi, da si lahko optimist. Tako da neka umestna pot. Day by day, bolj kot ne. Torej, na svet poslovnežu nič nas ne sme presenetiti. To, kar sem prej rekel, citiramo tistega voditelja iz prejšnjih časov. Ravnajmo, kot da bo še 100 let tako, pripravljamo se, kot da bo strašna recesija. Tisti, ki ne bo pripravljen, bo najbolj na srku. Torej, na svet poslovnežem, verjetno tistim, ki prodajo tako na slovenskem trgu in morda tudi drugim je to, optimirajte zdaj, ker ni čas za, recimo temu, bogato investiranje, življenje in tako naprej. Stopite, uporabite več pameti kot doslej. Bodite bolj konservativni pri poslovnih odločitvah. Da, ena smer. Druga smer, bodite ekstremno pogumni, ker je segment tistih, ki imajo, še nikoli ni bil v tako dobri kondiciji, kot je zdaj. To je globalen segment, na drugi strani imamo generacijo Z.
generacija Z je globalna spet, mogoče niso tako odlični v finančni situaciji, vendar za njih je značilno, da če si zajec to zaželi, to zajevec dobija, ne? In znajo priti do denarja. To je izredno iznajdljiva del populacije. Se pravi, če si slovensko podjetje in bira delo resen biznis in je ta biznis globalen, just go for it. Če pa si recimo vezan oziroma v večji meri na slovenski trg? Če imaš močen brand, se ti ni treba prav zelo bati, boš pa moral zelo veliko delati na trgu, ker boš moral ostati relevanten in v tako imenovanem repertoarju, da bojo potrošniki ne bojo pozabili na te. Ampak do zdaj je bilo vedno tako. Brendi, ki so zelo veliko delali na sebe v obdobjih krize, so prišli ven kot veliki zmagovalci iz krize. Vedno. Zginili so pa uni na sred. Torej, je čas, ko bodo še večjo vlogo igrale recimo trgovske znamke? Trgovske znamke trenutno pobirajo nekje po moje polovico posameznih kategorij, v nekaterih kategorijah gre tudi do 80% tržnega deleža. Če to primerjamo z nekim prejšnjim obdobjem blaženosti, recimo, da imamo nek gabarit. Tako je, ne, v bistvu je tako, štartale so iz 0, potem so dosvojile svojih 5% in se ni nikamor premaknili, pa je prišla tista kriza 2009 do 2014, so se premaknili nekje na 25% tržnega deleža, potem je bilo spet vse v redu in potem se je zgodila naslednja kriza in potem spet skoči gor na 30, ampak glavna fora je, ker private label dobi svoj share v kategoriji, on ne pada več. Dobro, on je še gora. Omenili ste oranžnega laboda. To je Donald Trump. Torej, Res. Ja, neke nove vrste presenečenje. Ne? Oranžni labod. Kako Donalda Trumpa dojemamo Slovenci, gospod Zorko? Zdaj mi smo pred volitvami v ZDA dejansko spraševali, ne, če bi lahko oni odločali, koga bi podprli, Bidena ali Trumpa, in razmerje je bilo približno tako, kot je razmerje med levo in desno, oziroma levo in desno od sredine politično gledano. Ne. Tako da jaz mislim, da se takrat niso odločali potem, kdo ima osebno koga od teh dveh rajš, ampak pač, če si bolj desno orientiran, si rekel Trump, če pa levo pa Biden. Ne. Kjer ga ima raje Janša. Pa se je pa zgodilo, kar se je zgodilo. Moram priznati, da kakšnih meritev trenutno nimamo. Opažam pa recimo en zanimiv premik pri eni temi, v katero pa Trump tudi zelo vpleten, na katero zelo vpliva, to je vojna v Ukrajini. Mi smo marca, tako kot vsako leto do zdaj po začetku, oziroma po invaziji Rusije na Ukrajino, preverjali, komu Slovenci prisojajo večjo odgovornost za vojno v Ukrajini. In ta se je po tej prvi Trumpovi intervenciji bistveno spremenila. Ne? Skratka, Trump je naredil, kar je naredil, se spomnimo za pogovorom Zelenskim, če lahko rečemo temu pogovor, in z vsemi izjavami, ki jih je potem imel, kdo je kriv in tako naprej. In v tistem času, se pravi, to je bilo konec marca, se je bistveno večji delež Slovencev odločil, da je za to vojno odgovorna Ukrajina. Skratka, mi imamo definitivno en del Slovencev, ki mogoče niti ne bi pričakoval na tej strani, ki Trumpa ne vidijo samo kot neko grožnjo, kot je bolj levo od sredine prikazana. Ne? Ampak verjetno tudi zaradi kakšnih razlogov, kot so, da je Slovenija malo bolj prorusko usmerjena kot kakšna druga evropska država in tako naprej. Ampak on absolutno ni samo rekel, ne vem, ni, absolutno ni črn labod, ne, definitivno ni črn. Ne. Ta je čisto oranžen. Ja. Mislim, on je prinesel eno čisto novo dinamiko v vse skupaj. Mislim, ampak veste, ko pride do nekega nezadovoljstva, je to ponovadi vedno povezano z nekim pričakovanjem. Ne. Prišel je novi predsednik Amerike, se pravi Trump v 2.0, ne. In vsi so pričakovali, da bo on zdaj isti Trump kot prej, pa predvsem, da bo tak politično korekten državnik. In pač ni, ne, ker pač on je trader. In tako funkcionira. Tak je. In zdaj smo vsi presenečeni, da je on trader. Ja, trader je, ne. Torej prihaja do nekih nekega nenavadnega razslojevanja. Ne? Trumpa imamo radi, ker smo bolj proruski.
Ampak hkrati pa smo antiameriški. Ne, to je malo preveč posploševanja. Ampak ja, za Slovenijo je značilno, jaz se dostikrat srečujem s kakšnimi predstavniki diplomatskimi iz drugih evropskih držav in eno od ključnih vprašanj, ki ga vedno dobim od vseh je, pa zakaj je Slovenija tako zadržana, oziroma zakaj so Slovenci tako zadržani do Amerike, zakaj pa je ne podpirate tako kot vse ostale države na Zahodu in obratno, odkot ta proruski sentiment v Sloveniji. To dvoje je značilno, ni pa prevladujoče. Ali bi lahko rekli, da smo na nek način Slovenci podobni vzhodnim Nemcem? Absolutno ne. Tukaj je velika razlika. Slovenci nismo podobni tem deželam, ki so bile za železno zaveso. To je ogromna razlika. To, kar nas druži z njimi, je kvečemo to, da imamo visoko stopnjo nezaupanja v politiko, zaradi tistih 45 let nezmožnosti glasovanja in odločanja svobodnega. Smo pa v mnogočem bistveno drugačni. No. S temi deli držav nas ne primerjajo. Če bi bilo to tako, potem bi mi imeli danes v Sloveniji stranko po vzoru AFD, ki bi imela več kot 20%. Je pa podoben antiameriški sentiment v vzhodni Nemčiji, v vzhodnem delu Nemčije, kot je danes v Sloveniji. Mislim, da gre za druge vrste. Ta slovenski antiameriški ni toliko antiameriški, kot je bilo, jaz sem to pripisal razočaranju. Če se spomnimo, Slovenija ima od vsega osamosvojitve naprej nerešeno temo s Hrvaško okrog meje. In Hrvaška je bila vedno tista, ki je nekako uspela dobiti to podporo. Ves čas je občutek, da ZDA pač podpirajo Hrvaško, v veliki meri. In jaz mislim, da so Slovenci to malo zamerili, enostavno. Po drugi strani bi pa lahko rekel, da je slovenski antiameriški sentiment podoben nekakšnemu francoskemu antiameriškemu sentimentu. Francozi so bili vedno, ne nazadnje je bilo obdobje, ko so Francozi izstopili iz NATO, francoska levica, eurokomunizem in tako naprej, so bili vedno zadržani, pa ne samo levi deli Francije. To se mi ne zdi, da je to primerljivo. Mislim, da so tisti sentimenti antiameriški vsi zelo specifični. No. Niti Francozi nas ne primerjajo. Moje treba celo ločiti sentiment do Amerike pa sentiment do Trumpa. Moje sta to dve zelo ločene zadevi. Kogarkoli obrnemo, vsi te malo bolj desni politiki so mnogo bolj preprosti v komunikaciji. Iskreni? Zdaj, a je to iskreno? Neposredni? Neposredni in jasnejši, uporabljajo enostavne besede, manj komplicirajo in to določen del populacije nagrajuje zaradi tega, ker jih razumejo. Zato, ker se počutijo z njimi bolje povezane. Ja, bolj je buddy, no. In po mojem je, tako kot se dogaja, koliko je Ameriki dobil volitve na ta način, zelo preproste besede, ne? We will fix it, vsak šteka, kaj je to fix it. In skozi teži s tem fix it, karkoli se zgodi, I will fix it. Ampak tudi Slovenci to razumejo. Slovenci, mislim, en del populacije zagotovo je padel na ta trik. Tudi pri nas. Ampak da ne bo narobe razumljeno, tudi danes Trump, če bi ga lahko Slovenci izvolili, ga ne bi. Ja, ne bi. To moramo razumeti, ker spet razmere v Ameriki, v Sloveniji sta spet nekaj popolnoma drugačnega. Pa je, lahko rečemo, zaradi svetovnih političnih sprememb, vsega tega mešanja kart. Kako se to kaže v slovenskem političnem sentimentu? Ali lahko preprosto rečemo, ja, v Ameriki je zmagal Trump, ergo zdaj ima Janša več možnosti, da osvoji več kot prej? Ali je to preveč poenostavljeno? Mislim, Trump je pokazal, je nakazal način, kako se dobiva te volitve. V kakršnekoli volitve. Spravi, social media so oddelali svoje napram tradicionalnim medijem, to je prva zadeva. Volitve se pravi od zdaj naprej v Evropi, ko bo evropski politični marketing to dobro razumel, kaj se tam zgodilo, ne, bo to izgledalo tako zelo politična kampanja z mimi, preprosta komunikacija, par besed, zelo veliko fejka, kaj je res, ne bomo več vedeli, pa se tudi ni važen. To je ta smera. Ne? In to se nam bo zgodilo. Mislim, tako bo
če smo zdaj problem z zaupanjem v institucije, kar v Sloveniji seveda imamo, grozen je, bo po moje v prihodnosti po enih 4 letih raznih volitev v Evropi to zaupanje šlo v poden. Lahko pade še nižje. Seveda. Vedno je prostor za izboljšave na tem področju. Misliš? V drugo smer. Poslušate Frankloskop. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod. Torej, ampak če zdaj ugriznemo v temo, kaj vidva pričakujete se bo zgodilo na slovenskem političnem parketu? Zdaj smo v času, ko bomo imeli ta konec tedna sloviti referendum o tem, ali umetniki nekateri zaslužijo dodatno nagrado pri pokojninah. To je nek način začetek politične kampanje, boja. Kaj vidva pričakujete, kdo bo na volitvah požel največ pomladi prihodnje leto? Mislim, tu v Sloveniji imamo 2 populaciji volilnih upravičencev, namenoma uporabljam ta izraz, ki odločata volitve. Eno so levosredinski taktični volivci. Ti, če se pojavijo, ko se pojavijo, navadno odločijo volitve v prid levi sredini, to je bilo 2008, to je bilo 2011, v manjši meri v vmesnem obdobju, ker ni bilo potrebno. Drugi del populacije smo ga pa zaznali v bistvu pri zadnjih volitvah 2022, ko je bila ena od rekordnih udeležb. Tle se pa pojavil en tip volilnih upravičencev, spet namenoma to besedo uporabljam, ki pa običajno ne hodijo na volitve. Mi smo potem po teh volitvah empirično v bistvu pokazali, da v Sloveniji imamo 3 politične, pri čemer lahko samo za 2 rečem, da sta res politična tabora. Spravi, klasično levosredinski, s klasičnimi vrednotami, ki so značilne za levico, in klasično desno-sredinski, ki so pač tradicionalne vrednote in tako naprej. Teh levih je že od nekdaj malo več kot desnih. Zakaj? Zato, ker tisti, ki hodijo na volitve, so starejši prebivalci iz prejšnjih časov, ki jih imajo še kar lepem spominu. To je to, kar sem prej omenil. Slovenija ni vzhodna Nemčija, ni Poljska, ni Češka. Tu se ni živelo slabo. To zdaj, ko danes govorijo, da je bilo včasih boljše, seveda, larifari. Vsak, ki je danes star 70, bo rekel, da je bilo takrat boljše, seveda je bilo takrat boljše, ki je bil mlad. Ampak dejstvo je, da ni tako. Ampak vse raziskave, ki jih delamo, se točno to zgodi. Njihova percepcija je, da to ni bilo tako slabo. In to so ljudje, ki hodijo na volitve. In zato je ti bolj, ko greš po starosti gor, bolj je to razmerje v prid levosredinskim strankam. In se zdi seveda to razmerje se zdaj, ko se populacija stara, prihajajo mlajši volivci, ki pa spet bolj volijo kot recimo generacija Y, ta je bila najslabša, ta ni volila, ta je imela udeležbo pod 40, to je tista generacija, ki si ni cepila, to ni nepovezano, tle je zelo visoka korelacija. Z spet voli, z te generacije Z, malo skačem zdaj s temo, se pa spet tu zelo močno deli na levo in desno. In to ne samo po politični opredelitvi, ampak tudi po spolu. Z generacijo Z je značilno, da predvsem med moškimi prevladujejo, dominirajo desno smerene stranke, sploh te populistične, ki nagovarjajo z memi in z videi in tako naprej. Na drugi strani pa ženska populacija pa bistveno bolj progresivna. To bo še kar zanimiv razkorak oziroma spopad med spoloma, kako se bojo zmenili s 4 stenami, kdo je za koga in tako naprej. Skratka, če se malo vrnem nazaj, obstaja en tako imenovan tretji tabor, ki je pa izrazito neideološki med tem levim in desnim. In gre za ljudi, ki bi težko politično sploh ne moramo vrstiti. Oni so, jaz bi rekel, temu pragmatični. To so pa tisti, ki so odločili volitve 2022. Ker ne pozabiti, na volitvah 2022 je tudi desno-sredinski tabor dobil više število glasov. Tudi tam je bila udeležba nadpovprečna. Ampak vseeno premalo, ker se je pojavil ta tabor. Najboljša sporednica z njimi so tisti, ki so korakali tule mimo po Celovški vse do obvoznice in se potem v obupu, kaj pa zdaj zlili na obvoznico in prekinili promet. To je ta del populacije, ki je protestiral ob sredah. To prepričanje, da je na volitvah 22 zmagal ta tabor, ki je o petkih protestiral, je hudo zmotna. Tisti tabor je v bistvu mehanje podpiral levico in to je bilo to. Šta je komin prišla v parlament. In ta neideološki tabor so ljudje, ki so po eni strani delijo vrednote, ki so izrazito leve. Se pravi, oni so absolutno pristaši partizanskega boja, so podporniki splava in tako naprej. Na drugi strani se pa zelo počutijo ogrožene od migrantov, to so pa zelo desne teme. In oni so pragmatični. Zdaj, tisti, ki bo uspel njih prepričati,
da pride na volišča, tam v tem taboru se lahko glasovi porazdelijo levo ali pa desno, kar je logično, glede na to, kar sem ravno kar povedal. Ne? In oni so prišli, 2022, so podprli Svobodo. Zakaj? Ker so prišli izraziti svoj gnev in nezadovoljstvo in jezo nad PCT-jem, nad zaprtjem občin, nad policijsko uro, nad virusom kot takim. Ne? Zato od tu je bila ta rekordna zmaga. Zdaj, komu lahko na naslednjih volitvah to uspe, seveda vprašanje za milijon evrov, kot se temu reče. To je vprašanje momenta. Spet konteksta, to pa vedno. Ne? Volitve odloča kontekst, določa kontekst, odločajo pa ali taktični ali pa ta nov tabor, ki smo ga prvič videli 2022. Slabše, ker nam bo, bolj se bo lahko to naprtlo migrantom in ne vem komu vse. Dobro, torej težko je reči, ali bo Janša dobil več ali manj. Težko rečem, da več. Vprašanje je samo, ali bo to, kar bo imel, dovolj za zmago. To je ključno vprašanje. Dobro. Zdaj na desnici so razmerja moči manj nejasna ta hip kot pa na levici. Seveda na desnici govorimo o Logarju, govorimo o NSI-ju, govorimo o Janezu Janši in še kom. Na levici pa o kom govorimo danes? V tem recimo liberalnem taboru, levem taboru. Ali je to Robert Golob, ali je to Vladimir Prebilič, stari obraz, ki je novi obraz. Kako vidita vidva Vladimirja Prebiliča kot stari obraz, ki vzhaja na novo? Nekaj časa se je zdelo, da je to dejansko ta novi, čeprav ni novi obraz. Ne? Potem pa se mi zdi, da se je ta smer malo ustavila. Tukaj so se spet usporednice z nekaterimi preteklimi volitvami. Kadarkoli se ta stranka novih obrazov pojavila, je po določenem obdobju izgubila podporo, ker so bila seveda pričakovanja previsoka, razočaranje v tem ustrezno visoko in je ta podpora padla. Jaz ves čas vlečem analogijo z projektom SMC 2014. Takrat je bilo podobno. Takrat je tudi SMC dobil to rekordno visoko podporo, rekordno število poslancev, imeli so večino, ki je bila praktično nezlomljiva. Ampak SMC je bil po 3 letih od volitev, tako kot smo danes, na bistveno nižji ravni v javnomnenjski podpori. Svobodi se to trenutno ne dogaja. In takrat, ko se je SMC to dogajalo, so se začeli ti glasovi pretakati k SD-ju kot edinemu zatočišču za te volivce in to so potem pogoji, kjer lahko vznikne nov obraz. Tega okoliščin danes ni, zaenkrat jih ni. Mi smo eno leto pred volitvami, je razmerje približno tako, kot je bilo na volitvah, s to razliko, da je pa Svoboda pod SDS, ker pač ni več tistih volivcev, o katerih sem prej govoril. Ali je upadanje Svobode, recimo temu, da gre za upadanje, kažejo meritve javnega mnenja? No, recimo, če pogledamo... Ne. Oni so doživeli velik padec jeseni 23 po poplavah. Potem še malo, ampak potem se je pa to stabiliziralo. Zadnje meritve celo kažejo, ne samo da je stabilizirano, celo rahlo rast. Kar je zanimivo, ker po tisti aferi, mislim, da je to tvoj izraz iz Mengeša na morju, je podpora stranki celo zrasla, gibanju. Ali potem lahko rečemo, da slovenski politični človek, volivec, upravičenec Golobu ne zameri, če zelo poenostavim, Tine Gaber? To je pa bolj vprašanje za kakšne bolj tračarske medije. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da so to stvari, ki jih je treba zameriti. Jaz mislim, da se niti ne ukvarja. Zdaj pač tisti, ki spremljajo to vrstne medije, kjer se ona pojavlja, ne vem, težko rečem. Jaz jih ne spremljam, niti ne spremljamo tega v meritvah. Jaz mislim, da je to podoben primer, kot je bilo, se spomnim v letih, ko je bil Borut Pahor predsednik in se mnogo kdo zgražal na tem, kaj vse on objavlja na Instagramu. Vse ne rabiš Tine Gaber. To mi deli miška, o tem govorite. Ne rabiš Tine Gaber za to. Pahor je bil sam sebi Tina Gaber, če tako pogledala. In on je v bistvu, no kljub vsemu temu, mene so takrat sprašvali, pa kako bo to posrekal. Mi, ki smo na Twitterju, se lahko zgražamo na tem, ampak nas je 20-30 tisoč, na Instagramu je pa 300-400 tisoč. In tisti so odločili, kdo bo volitve. Pahor še enkrat zmagal, ja je. Torej, moramo malo ločiti, kje je zdaj ta populacija, nekaj je za enega, nekaj za drugega ni. Jaz se ne bi upodkal kar pavšalno reči, da je pa to pa zdaj nekaj, ki pa Robertu Golobu škodi. Je pa tudi bistveno manj izpostavljena, kot je bila v začetku, to je pa tudi res. Torej, če imamo nekega Vladimirja Prebiliča in če imamo nekega Roberta Goloba in če ta dva gresta avtonomno vsak na volitve, ali lahko Robert Golob osvoji
približno toliko, kot je osvojil leta 2022? Ne, to če ne bo Prebiliča, se to ne bo zgodilo. Zato, ker jaz mislim, razen če se bodo zgodile neke okoliščine, da bi spet pripeljale te jezne, neideološke volilne upravičence na volišča, kar je pa po mojem mnenju manj verjetno. Ne? Če bi pa se Prebilič pojavil, potem kar se verjetno bo? Ne vemo, ampak recimo, da se bo, govori se v tej smeri, tudi sam dost nakazuje v tej smeri, ne nazadnje kandidiral in na volitvah za predsednika in za evropskega poslanca. Če se pa to zgodi, potem smo pa bolj pri letu 2018, ko se pa začnejo glasovi na levi deliti. Ne? Če pride do tega, da bi Prebilič se pojavil z neko novo stranko, jaz mislim, da to ne bo Vesna, jaz mislim, da če bo neka nova stranka, ne? Potem bi se pa znala ta podpora Svobodi pretočiti k njemu, ker pomeni, da imamo pa kar naenkrat na levi sredini dva podobna, pa še SD, pa Levica v zadnji, pa smo pa 2018. Pa ni taktičnih volivcev, pa imamo pa v bistvu vse pogoje, da desna sredina prevlada. Ja, mislim, taktični volivci se zgodijo, če so pogoji za to. Če Janša predstavlja, če je relativno, če se ga da še premagati, ne, pa se zgodi taktično. Trije pogoji so za taktično glasovanje. Ne? Se pravi, prvi je, da imaš ti stranko, ki je osovražena, če že ne na oblasti, pa saj na vrhu lestvice javnomnenjskih raziskav. Drugi pogoj je, da tukaj stranka, ki je tej stranki nasprotujoča in je dovolj blizu, da volivec presodi, da je možno z njegovim taktičnim glasom, da ga premaga. Ta pogoj je tudi resničen trenutno še vedno. In tretji pogoj je, da za to stranko ni sorodne stranke preveč blizu, da bi se vzpostavila dilema, komu dati glas. In tudi ta pogoj trenutno je v sredini. Mi trenutno imamo vse tri pogoje za pojav taktičnega glasovanja. In taktična je na levi in na desni strani. Lahko se pa seveda to drastično spremeni, če se pojav, recimo, Prebilič svojo stranko. Torej, težko je napovedovati, še posebej težko je napovedovati prihodnost. Ampak vendar, kristalne krogle nimamo, ampak vendar, kakšno vlado pričakujete poleti 2026? Jaz bi rekel, da kar si upam trditi, definitivno ne tako stabilno, pa ne tako neomajno močno število poslancev, kot smo imeli zdaj. Da bi imeli vlado s 50 poslanci večine, to se mi zdi najmanj verjetna scenarij, tako bom rekel. Pa v tem okviru, katera vlada, je to bolj leva ali je to bolj desna? Nimam kristalne krogle. Kontekst je tako vprašljiv. Kontekst, pravi, to, kar si omenil, veš, Prebilič ja ali ne, je že ena taka spremenljivka, katere odgovora v bistvu ne poznamo. Ne? Če ja, potem je verjetnost, da zmaga desna sredina večja. Če ne, potem je verjetnost, da zmaga leva sredina večja. Zelo preprosto. Dobro. Ali je možen scenarij, to je zdaj velika hipoteza in verjetno precej neuresničljiva, ampak je možen scenarij, da imaš ti vlado, v kateri so Prebiličevi, katerakoli stranka, pa Logar, pa NSI, pa mogoče še kdo, pa da je to neka sredina, v kateri ni niti Janše, niti Goloba. A je to povsem neuresničljivo? Jaz mislim, da to veš, v politiki nikoli ne smeš reči nikoli, pa ni možno, pa nemogoče, ne, ampak manj verjetno, absolutno. Jaz mislim, da je enostavno volivcev za te stranke, ki si jih naštel premalo, da bi lahko imeli skupaj 50%. Če govoriš o nekem novem demosu, neki tretji poti, jaz mislim, da jih je premalo. Torej, bo ena od teh velikih, ki bi morala biti zraven. Ja. Zdaj pa druga pot, mislim, kar je verjetno ravno tako zelo malo verjetno. Koalicija Janša-Golob. Ali je to bogokletno, kaj takega reči sploh? To je bogokletno in suicidno za enega ali drugega. Mislim, en od drugega, oba živita en od drugega. Tako da to ne rabta drugega. Bistveno bolj verjetna se mi zdi velika koalicija, o kateri se še ne dolgo nazaj govorilo. Ne? Katera je to? Ja, med levim in desnim krilom nekdanje Zveze komunistov, se pravi SDS pa SD. Ali lahko to malo bolj analizirate? Ti dve stranki sta si bistveno bliže. Torej Han pa Janša, če razumem prav. Ja, bi jaz rekel, da je verjetnost, da bi se te dve stranki postavili skupaj bistveno večja kot to, kar si prej omenil. Imata skupna zgodovina. Mislim, jaz skozi govorim, to sta levo, desno krilo, to so iste šole, isti učbeniki, nekdaj isti vzorniki, zdaj pač niso več, ampak razumejo se, sploh ko je Han postal predsednik SD, so tem začeli še bolj na glas govoriti, ker on je zelo pragmatičen. Torej vidva govorita pravzaprav o nekem tipu koalicije, ki bi bil všeč recimo bolj Borutu Pahorju kot pa Milanu Kučanu. Mislim, ta bi bila absolutno bolj všeč. Ja. Pahor je most med levo in desno, to se ve. Ja. Imamo dva mosta, Ljudmila pa Pahorjem.
Tako, zanimivo. Zdaj počasi zaključujemo, prihajamo k koncu, 50 minut ponovadi traja ta naš podcast. Davki. Seveda, leva vlada, zdajšnja vlada je Slovence kar močno obremenila dodatno z davki. Obetajo se še novi, govorim seveda o davkih in prispevkih. Ali davki sploh kaj pomenijo za Slovence na njihovo politično odločanje? Ali je to nekaj povsem nerelevantnega? To, da imajo manj v žepu, a jih to sploh zanima? Mislim, davki se mi zdi, so ena od tistih tem, ki zanimajo Slovence približno toliko kot mednarodna politika, se pravi, jih ne, dokler seveda jih ne zadane. Ne? Ja, ampak to jih je zadelo. Tako, kot je rekel Medved Pune, nesreče te ne doletijo, dokler te ne zadanejo. Ne? Zdaj, ko mi vemo, da je toliko pa toliko procentov obdavčitev višja, ne? Je pa samo vprašanje tega, kakšna je percepcija tega. To je to, kar mi v resnici merimo. Govorimo o par odstotnih točk in ja, ne, dejansko so povečali to obdavčitev, ampak koliko Slovencev, bomo mogoče vrnili vprašanje, koliko Slovencev razume razliko med bruto pa neto plačo? Koliko Slovencev pogleda svoj plačilni listek in se zaveda, kakšna številka je tam njemu namenjena in kakšna je izplačana. Jaz mislim, da še nismo tam, ko bi ta tema lahko, saj vem, je bila neka raziskava, narekovaj, bomo rekel pred časom v enem od dnevnih časopisov, ki ga iz vljudnosti ne bom imenoval, kjer so vprašali, ali ste za to, da bi bili nižji davki, in za čuda je 2/3 ljudi odgovorili da. Ampak to ni odrasta pravega sentimenta. Ni to hudo. Razen, če bo nekdo začel to resno, da nečem pumpati celo. Če bo nekdo začel resno na tem delu, da bo prikazoval vsak dan za dnem, to razliko pa koliko daš za zdravstvo, pa koliko je tam za socialno in kam štega, tako naprej, šele potem bi to lahko postala tema. Danes pa mislim, da spet rekel, še ni. Ja, čeprav so dejstva so pa jasna. Ta oblika davkov pade v to kategorijo, ampak na drugi strani, naprimer nepremičninski davki, tam pa je zelo jasen. Ne. Ja. Nepremičninski davek, če se bo zgodilo, to pa si Slovenček bistveno bolj plastično predstavlja. Koga udari po žepu? Večji bav je, zagotovo. Spet stvar percepcije, veš, to je tako kot ta referendum. V kampanji, v tem referendumu se govori o vsem drugem, sam ne o tem, o čemer se bo resnici glasovalo. Pri nepremičninskem davku je bilo podobno. Čim ti ta narativ speleš v smer, vsaka vaša vikendica in zidanica bo obdavčena, pa bo to padlo in bo revolt tak, ki je bil 22 pa celovška, pa tako naprej. To bi bil tak zanimiv kontekst. Torej, davki še niso tema, Nihče na njih ne dela na ta način. Ki bi vplivali na odločanje Slovencev o politiki. Razen, če ga ne predstaviš na tak način. Vsaka stvar je predstavljiva na ta način. Sam mislim, da je Andraž zelo dobro dole povedal. Davki so tako far away od tega, kaj mi dojemamo. Pa še nekaj je, veš, ko govorimo o Slovencih, pa njihovih lastnostih. Slovenci, poleg tega, da smo zelo mirovniško nastrojeni, oziroma da bili naraj neuvrščeni, to sem prepoznal momenta, ko smo sprašvali, na kateri strani konflikta Izrael-Palestina smo, nikjer ne. Mi smo nesvrstani, to je 60%. Mi bi najraž bili posredniki, pa razsojali doma tle prv. Tisti, ki se postavljajo na eno drugo stran, je v bistvu najmanj. In ta družba je tudi izrazito socialna in solidarna. To so spet neke, bom kar rekel, tekovine prejšnje države in režima. Pridobitve, ne? Ja. Tako, in to so starejši ljudje, ki, oni se zavedajo, da višji davek, sej, ja, malo manj imam, ampak imamo pa za to zdravstvo, za to pa imamo pa tret pa četrte. Ki ga nimamo. Spet stvar percepcije, če bo nekdo to tako pojasnil, če bo nekdo na tem delu, poglej, kako se pri referendumu dogaja, kako to pojasnjuje. Ampak Slovenca pa zelo boli, če ga Hrvat dohiti pri neto plači. Mislim, bolel ga bo se, če bo videl, da je njegova hiša lepša pa večja. To. Mislim, Slovenca najbolj boli, ko ti stopiš na njegov žulj in ta žulj je hiša pa vrt. Ne. Tam pa začne boleti. Tako da nepremičninskega davka sodim po tem, kar sta govorila, ta mandat seveda ne bo. In ga tudi verjetno še ne bo tudi v prihodnjem mandatu. Tako nekako. Tukaj se je že mrzdo ustavo. Pa če to vsi vedo, tudi celo politiki, če to vedo, zakaj potem sploh grejo v kaj takega, če vedo, da so obsojeni na neuspeh? To je zelo dobro vprašanje.
Po mojem so dali obljubo, da se bodo tega lotili in so nakazali, da so se lotili in da so pogruntali, da ne gre. In to je to. Poskusili so, reakcija je bila zelo jasna. Takrat se spomnim, mislim, da smo celo eni iskali nekaj preverili enkrat. To je pač narativ je bil, zdaj bojo pa obdavčili to, kar imam. Ne. To, kar sem z trudom, težkim trudom celo svoje življenje garal, pa v Slovenci svoje hiše dobesedno lastnoročno naredila. Ne. To mi bojo zdaj obdavčali. Ne. Ali sta vidva, to je zadnje vprašanje, ali sta optimista ali pesimista? Ne mi povedati, da sta realista, zato ker tole, oziroma ali ocenjujeta, da bomo v prihodnje uspešni ali manj uspešni. Ali bomo ali mu, kot se temu nekoč reklo. Kaj pa zu? Zu lahko tudi uporabiš kot zelo uspešni, vendar recimo, da Slovenija zelo uspešna, zelo verjetno ne bo, a gremo med uspešno ali manj uspešno. Jaz mislim, da bomo kar uspešni. Jaz močno polagam upe v te nove generacije od Y naprej, ki so prerezali popkovino od tega Balkana. To so generacije, ki so se začeli z avioni voziti, vsi so šli sem pa kaj malo na more na Hrvaško, ampak so v bistvu globalni by default. Sprav, vidijo cel svet. In tega je veliko. In mislim, da so zajevci še boljši, še bolj taki. In mislim, da bomo videli pri njih zelo, zelo dobre globalne zgodbe. Samo vprašanje je, ali bomo sposobni te napredno misleče mlade ljudi zadržati tukaj in da bojo tukaj plačevali davke. To je pa moje glavno vprašanje. Ne? Gospod Zorko, kaj pa vi menite? Mislim, če res naj postaviš pred tako dilemo, mi tega v anketah nikoli ne delamo. Ne? Včasih pa tudi, ne, za ali proti ne, pa sem jaz tudi bolj optimist, kot pesimist, definitivno. In tudi z razlogov, ki jih je Zeljn navedel, mislim, da je percepcija spet pri nas, da so stvari slabše, kot so v resnici, ker se pač politika, vsaj določen del, ves čas trudi prikazati stvari slabše, kot so, ker je tudi način, da zmagajo na volitvah. Ne. Mislim, drama je treba delati v resnici ni tako hudo, kot se prikazuje, da večina ljudi vseeno živi bolje, kot imamo občutek, da je, da tudi mogoče se bo slišalo to bogokletno, glede to, kaj mediji poročajo, ampak zdravstvo ni tako slabo, kot se poroča, kar lahko potrdim tudi iz empiričnih podatkov. Izkušnje osebnih podatkov. A pa iz osebnih, tudi v končni fazi, tudi privat lahko rečem, pa sem imel kar nekaj tega zadnje čase. Izkušnja Slovenca z zdravstvenim sistemom je bistveno boljša, da ne rečem diametralno nasprotna od mnenja, ki ga ima o tem zdravstvenem sistemu. In veš, kaj je največji dokaz, da gre res za problem percepcije? Bolj nedavna, kot je bila ta izkušnja, boljša je ocena. Ne? Se pravi, tisti, ki so že dolgo niso bili v stiku z zdravstvenim sistemom, dajo oceno slabšo, ne? In so bolj pod vplivom poročanja o zdravstvenem sistemu. Tako da jaz mislim, da so stvari v resnici boljše, kot izgledajo, da so. Tako da sem jaz tudi bolj na optimistični strani. Torej, pravzaprav polagata upanje v generacije Y, predvsem Z. In upava, da bojo ostali tle kot davkoplačevalci. Je pa tudi res, da nam kaj dosti drugega ne preostane. Pravzaprav ste povedali to, da je naša generacija, generacija X in mogoče celo malo prejšnja, da smo mi v bistvu slaba generacija, oziroma da smo neke vrste zavora pri razvoju Slovenije. Ali... Ne. Mi smo ta generacija, ki smo šli čez marsikaj čudenega, nas so še tepali v osnovni šoli. Eni smo morali to vojsko, eni smo se temu izogibali, hiperinflacijo smo doživeli vse živo. In zaradi tega smo mogoče malo bolj strogi do okolja. Tudi vidim, kot delodajalci se mi, da smo tudi taki. Mi enostavno pričakujemo neko veliko večjo stopnjo odgovornosti. To je naš problem. Pa naletiš na mlade, ki pa imajo malo drugačno percepcijo. Ampak jaz mislim, da mi jih sam ne razumemo čist najboljš. Jaz mislim, da je treba staviti na njih in jim dati vse, kar hočejo. Spoštovana gospoda, najlepša vama hvala za vajin prispevek. Lepo se imejte. Hvala za povabilo, bilo je čudovito. Z veseljem. Poslušali ste 5. epizodo Frankloskopa. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod.